Ekipa Domžal je v zadnjih dveh krogih igrala proti dvema najboljšima kluboma na lestvici, Mariboru in Olimpiji, obakrat neodločeno, nič proti nič, čeprav bi lahko dosegli več. Tokrat so doma pričakali nogometaše Rudarja. Letos neugodni Velenjčani za Domžale, ampak tole je že začetek tekme in domači so krenili odločno. 13. minuta, streljal je Črnic, obramba Radana, ki je rešil goste. Hitra akcija Domžal. Izjemna žoga pred vrata, Črnic pa je še enkrat zgrešil in zapravil izjemno lepo priložnost. Prva akcija tudi gostov, poskušal je Črnčič nekoliko mimo gola, po kotu in odbiti žogi pa še priložnost za Prašnikarja, ki je tokrat zgrešil. 35. minuta, kombinacija Domžal, pred vrata je podal Balkovec, na pravem mestu pa se je znašel Črnic, ki je zabil še en gol za Domžale, 5. gol v letošnji sezoni, prednost za domače 1-0. Ni bilo nedovoljenega položaja, takole pa je zatresel mrežo za prednost domačega moštva. Do konca prvega polčasa še nekaj obetavnih akcij. Najprej je prišel do zaključka Prašnikar, ki je bil v dobrem položaju, a na pravem mestu odlični Nejc Vidmar. In še zaključek prvega polčasa. Najprej velika napaka v obrambi Velenjčanov, padal je Črnic, podrl ga je vratar Radan in to je bil tudi prekršek za 11-metrovko. Žog je stopil kapetan moštva Nejc Skubic in meril močno po sredini gola za povišanje prednosti. V zadnji minuti prvega polčasa drugi gol za Domžale v letošnji sezoni. Matej Radan je bil brez moči, potem ko je zakrivil 11-metrovko, tokrat ni imel možnosti. Drugi polčas je bil nekoliko manj živahen, Domžalčani so brez težav držali prednost, takoj na začetku tega drugega polčasa pa še tretji gol v mreži Rudarja, zadel je Mance, prodrl je Skubic in podal še enkrat pred vrata, kjer je bil Mance sam pred praznim golom in povišal prednost na 3-0. 5. gol tega nogometaša v letošnjem prvenstvu. Le 2 minuti kasneje pa še enkrat žoga v mreži. Takole je prišel do strela Darko Zec in povišal na visokih 4-0. Prosti udarec in Zec je po odbiti žogi prišel do strela. Takole je bil sam neoviran in zatresel mrežo Radana za 4-0. Tekma je bila odločena, po 1 uri igre so Velenjčani že kar 4-krat žogo pobrali svojega gola. To je bila še 10. zmaga za Domžalčane in 10. poraz za Velenjčane. Domžalčani pa že kar 389 minut niso prejeli gola. Ja, veseli me vsemu skupaj, da smo bili učinkoviti, da smo tudi energetsko dobro zgledali, motivacija ni bila vprašljiva in zaradi tega, ko smo prišli zelo odločni na igrišče, smo tudi to tekmo dobili. Do konca smo držali nedotaknjeno mrežo, kar je nekako močen značaj naše ekipe. Tako da ja, če potegnemo črto, vsi moramo biti zadovoljni s tako zmago. Ni bilo pogosto, da smo letos zmagali. Ja, v bistvu mi smo dobro krenili v tekmo, niti na eni, niti na drugi strani ni bilo nekih priložnosti, ampak potem so se zgodile dve individualne napake, ki se nam ne bi smele zgoditi. In Domžale so povedle, mi se nismo mogli vrniti v tekmo nazaj, čeprav smo se hoteli, ampak trenutno so Domžale boljši od nas in so zasluženo zmagali.